Takšna je te dni podoba ceste v najvišje ležeče naselje na Tolminskem v Tolminske Ravne. Na tej cesti, ki se kot kača dviga v serpentinah, je žled povzročil največ škode. Škode na vseh občinskih cestah pa je za 350 tisoč evrov. Porila korenine ven, luknje spodaj in zdaj, če je tež mašina, se lahko tisto udere in katastrofa. Zaradi porušenih daljnovodov so brez električnega napajanja bili gluhi oddajniki, tako da so mnoge reševalne ekipe kar naenkrat ostale brez povezav. Rešitev vidijo v postavitvi novega mobilnega oddajnika. Ugotovili smo, da edina primerna lokacija za vodenje takih intervencij je seveda gasilski dom in tam ne bi tudi postavili antene, povezali vse kraje v občini. Znana je tudi škoda v gozdovih. V Posočju je poškodovanih 10 tisoč hektarjev gozdov, na tleh pa je 350 tisoč kubičnih metrov lesa. Značilnost tolminskih gozdov je tudi ta, da so precej strmi tereni, so se drevesa kot domine, v bistvu, da se je v celoti, pravzaprav, da se je gozd sesul. Ali lastniki gozdov lahko upajo na povračilo škode? Težko je reči, koliko denarja bo, ampak zelo malo verjetnosti je, da bo v celoti ta škoda ali pa tudi delno, rekel, povrnjena, ne. Zdaj, bolj realno je verjetno to zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, naj bi se znižal ali celo odpisal ta katastrski dohodek, ne, in pa zmanjšala vrednost nepremičnin pri obdavčenju. Sreča v nesreči je, da delež iglavcev v tolminskih gozdovih ne presega 10%, tako da bojazni zaradi širitve lubadarja ni.